No, sedaj pa imam v studiu že novega gosta, govorili pa bomo o Radiu Študent, ki je najstarejša študentska radijska postaja v Evropi. Radio so leta 1969 najprej na protestih zahtevali, nato pa tudi postavili ljubljanski študentje. Prvih 7 let se je radio zaradi doma izdelane antene slišal samo po Rožni dolini, kasneje pa je dobil pravo anteno, ki je njegov obseg razširila na celo Ljubljano. Danes lahko Radio Študent prek spleta ali prek DAB frekvenc poslušamo po celi Sloveniji. Radio pa 9. maja praznuje svoj 52. rojstni dan in ob začetku rojstnodnevnega tedna bomo o praznovanju in zgodovini spregovorili z njegovim odgovornim urednikom Matjažem Zorcem. Matjaž, prav lepo pozdravljen v našem studiu. Dobro jutro. Torej, začelo se je kot študentsko radio, res tako lahko rečemo gverila radio, uporniško, ampak zdaj pravite zase, da ste več kot radio. Niste samo študentski, ampak tudi skupnostni, alternativni, neodvisni radio. Kaj pomenijo vsi ti pridevniki? Ja, tako kot ste omenil, če bi probal tukaj na začetku začeti. Rojstvo Radia Študent pred 52 leti, v nedeljo bo 52 let, je v bistvu se ustanovil kot neposredna zahteva študentskih demonstracij eno leto prej, se pravi leta 68. In Radio Študent je še danes ena zelo otipljiva in najbrž družbeno še vedno najbolj relevantna stvar, ki se je zgodila po tistih študentskih demonstracijah. Danes pa seveda je Radio Študent se zelo razširil, tako kot ste omenil. Na začetku je oddajal po par ur programa na dan, danes ga oddajamo 17 ur živega programa na dan v lastni produkciji. Imamo na leto okrog 5000 novinarskih prispevkov. To se pravi, radio se je zelo razširil. Poleg tega, da je tu študentski radio, kar pomeni, da je seveda namenjen v prvi meri študentom, obenem so pa ravno študenti tisti, ki ustvarjajo največ našega programa. Se pravi, vse, kar slišite na radio, večina tega programa ustvarjajo študenti. To se seveda dogaja zaradi tega, ker imamo zelo specifično organizacijo dela. Poleg tega, da smo neodvisni skupnosti študentski radio, smo tudi izobraževalna institucija. Mi vsako leto izobrazimo okrog 100 novih sodelavcev. Ravno zaključujemo recimo v tem trenutku novinarsko audicijo, kjer smo usposabljali okrog 60 novih novinarjev, to se pravi klasičnih novinarjev, glasbenih novinarjev, kulturnih novinarjev, znanstvenih novinarjev. Hkrati pa smo zdaj ravno recimo temu na vrhuncu tako imenovane izvedbene audicije, kjer izobrazujemo napovedovalce, tehnike, tudi videaste. In ta del našega izobraževanja, treba povedati, mislim, če ni celo edini v Sloveniji, ki se na tak način izvaja. Se pravi, da lahko ti kot posameznik, posameznica dostopaš do nekih tehničnih znanj, kako radio delati. In marsikdo ima prav na teh audicijah, lahko rečemo, prvi stik z dejanskim radijem, se pravi, imajo dejansko možnost se preizkusiti in verjetno je tudi ravno skozi vašo sito šlo kar nekaj potem znanih imen, lahko rečemo, dobrih novinarjev, tudi tistih, ki so kasneje postali, se pravi, se uveljavili v radijskih vodah, kaj ne? Ja, seveda, ne samo v radijskih vodah, tudi v vodah medijev nasploh in nasploh kulturnega delavca. Ne vem, recimo Ali Žerdin je bil eden od mojih predhodnikov, Ervin Milharčič na Dnevniku. Skratka, zelo široko sito novih ljudi. Poleg tega, sem pa hotel še omeniti to, kar ste rekli, da poleg tega, da smo študentski radio, smo pa skupnostni radio, kar pomeni, da naš radio služi kot servis določenim skupnostim, ki so v našem prostoru marginalizirane, zanemarjene. Tu govorim o manjšinah, tu govorim o LGBT skupnosti, tu govorim o migrantski skupnosti. Skratka, vsaka od teh manjšin oziroma teh skupnosti ima na radiju svoj program, ki ga izvajajo tudi v svojem jeziku in namenjen prav pripadnikom te skupnosti v Ljubljani, pa tudi širše.
Drugače pa te skupine v komercialnih radijih ne dobijo prav veliko prostora pod soncem, lahko rečemo celo nič. V čem pa se Radio Študent, poleg tega, da daje možnost, se pravi, več študentom in marginalnim skupnostim, v čem pa se še razlikuje, da tako rečemo, od komercialnih radijev? Od komercialnih radijev se razlikuje, pa tudi od nacionalnega, oziroma od kakršnega koli medija, no, po mojem izkustvu, se razlikuje predvsem po tem, in tle recimo govorim tudi sam kot radijski ustvarjalec, da ti kot novemu sodelavcu, no, ti res odpre nek horizont, ti daje neka znanja, brezplačno, nič ne plačaš za to, hkrati pa, ko ta znanja absorbiraš, ti daje prostor neizmerne svobode, kjer lahko ustvarjaš na način, na katerega po mojem ne moreš ustvarjati v nobenem drugem mediju, tako v Ljubljani, tako v Sloveniji, pa tudi širše, se mi zdi. Ja, se mi zdi, da komercialne radijske postaje vse bolj delajo po določenih kalupih, okvirih, ne, kjer se moraš ti prilagoditi sistemu, ne moreš pa kaj dosti izraziti sebe, da tako rečemo. No, poleg tega pa imate tudi oddajo Muzikal, v kateri sami delate glasbo s pomočjo poslušalcev. Kako pa to funkcionira? Ja, Muzikal je, kako se temu že rečemo, to je tako imenovana kontaktna oddaja, kjer imamo mi v studiu dva špikerja, imamo v studiu band, mislim, da je bas, kitara oziroma klaviature in violina, če se ne motim. In pač preko kontakta z poslušalkami in poslušalci ti v bistvu soustvarjajo en komad, eno pesem. Skratka, poslušalci tle narekujejo, kak naj bo žanr, a je to metal, a je to hip-hop, a je to kaj tretjega. Poslušalci napišejo besedilo, poslušalci sugerirajo, kakšna naj bo glasba, bo to vesela. In je skratka ena zelo zabavna in mislim, da v teh koronskih časih, ko ljudje nimamo stika, oziroma nismo imeli stika drug z drugim, tukaj pa se to spreminja, je tak tip oddaje po mojem še toliko bolj pomemben. No? Smo tudi veseli, da smo tudi ob vseh epidemioloških varnostnih ukrepih zmožni izvajati tako oddajo. Ja, definitivno, no, nasploh pa imate poudarek na slovenski glasbi, tudi na tisti alternativni, lahko rečemo vsi, ki kdaj priklopimo Radio Študent in poslušamo, vemo, da ni samo ta, mislim, da redko najdemo komercialno glasbo, ampak tisto, tukaj dobijo tudi tisti, se pravi, mladi, nadobudni ustvarjalci priložnost, ne. Ja, predvsem je ena taka zvočna karakteristika Radia Študent, dajmo reči, je, da takoj, ko priklopiš na njega, veš, da je to Radio Študent. Mislim, da v Sloveniji ni veliko takih radijev, ker po eni strani komercialno so si dosti podobne. Mislim pa, da Radio Ognjišče pa Radio Veseljak še prepoznaš takoj, ko ga slišiš. Skratka, smo pa tudi seveda znani po zelo raznorodni glasbi, vseh zvrsti, od sodobne elektronike, prek metala, do sodobne klasične glasbe. Se je pa treba mogoče tega majčkeno navaditi, ne. Kakor recimo olive komu s početka ne ustrezajo. Ko se jih pa navadiš in ne moreš več brez njih. To pa verjamem, ja, to pa verjamem. Tudi sam imam res kar rad olive, tako da pa jih tudi na začetku nisem maral, tako da verjamem, da je z glasbo tudi tako. No, včasih, se pravi, ste malce drugače praznovali te rojstne dneve, vsako leto pa nekako obeležite spomin se pravi, na začetku maja ravno na rojstni dan, kako pa boste letos obeleževali? Ja, praznovanje rojstnega dneva, to je na 9. maj, to je dan zmage, to je tudi ljubljanski praznik in mislim, da tudi ni naključje, da ima tudi rojstni dan da ima tudi Radio Študent svoj rojstni dan, dan zmage nad fašizmom, na to smo tudi ponosni. In naše praznovanje, to je pač eno vsakoletno tradicionalno praznovanje, pač glavni fokus tega praznovanja je glasba,
mi organiziramo koncert, ponavadi brezplačen. Hkrati imamo pa tudi bogat spremljevalni diskurzivni in tudi radijski program. Zdaj, seveda letos mi smo skoraj do zadnjega upali, da bo možno izvesti en koncert v neki klasični obliki, pa po eni strani zaradi razmer, po drugi strani pa zaradi grotesknih priporočil tega ni mogoče, tako da imamo 7. maja imamo planiran en tak klasični koncert s 3 izvajalci in bo skratka spletni prenos koncerta bo iz Metelkove. Potem imamo pa v nedeljo, se pravi na rojstni dan, imamo pa tako imenovano DJ Ladico planirano, oziroma na Makalonci, po Ljubljanci bo sem in tja križarila Makalonca z našimi glasbenimi producenti, ki bodo ob tej priložnosti predstavljali kompilacijo Senzorama, to je kompilacija sodobne elektronike. Ja, torej takrat je res treba ob Ljubljanico iti, da se tole sliši, da se posluša in vsaj nekako, da lahko izpeljemo glasbo v živo, če na drugačne načine žal ne gre. Matjaž, najlepša hvala zaenkrat za vsa ta pojasnila, prav kmalu se spet vrnemo iz studia Figovec, zdaj pa za trenutek se oddahnimo in namenimo nekaj trenutkov našim oglaševalcem. Ne hodite daleč, se vidimo prav kmalu. En lep pozdrav, že smo nazaj iz oglasov. Radio Študent je najstarejši evropski študentski radio in letos praznuje 52. rojstni dan. Ja, kaj čmo, Slovenci smo tudi znani po tem, da smo dolgo študentje. Ob meni pa Matjaž Zorec, odgovorni urednik Radia Študent. Matjaž, prav lepo pozdravljen spet. Torej, poleg glasbe, ki smo rekli, ustvarjanja glasbe, glasbenih oddaj, pa imate na Radio Študent pomembna dejavnost, so tudi okrogle mize. Bi povedali nekaj več o tem? Ja, seveda, tradicionalno vsaka redakcija pač organizira pogovor, okroglo mizo, o praznovanju rojstnega dneva organizira pogovor in okroglo mizo. To seveda tudi letos nam je seveda žal, da tega ne moremo kot živi dogodek z občinstvom, ampak to delamo prek Zooma, oziroma to so tako imenovane digitalne debate, kar pa ima mogoče prednost v tem, da kot take imajo precej več dosega. Mi rojstni teden začenjamo danes z eno rojstnodnevno javno tribuno Kriza študentskega organiziranja in je sicer majčkeno samo nanašalno Radio Študent in študentsko organiziranje, kjer bomo v bistvu raziskali preprosto dejstvo, da je pač danes študentsko organiziranje povsem odtujeno od nas in mi od njega. V preteklosti pa temu ni tako. No? In pa bomo v nekem rojstnodnevnem duhu bomo raziskali, kako je bilo s tem v preteklosti. In kje je šlo narobe, verjetno? Ja, to ni stvar trenutka, ampak je stvar enega, jaz mislim, večletnega procesa. Bomo to malo raziskali. Potem pa pač vsaka redakcija organizira svojo okroglo mizo o perečih družbenih problematikah. Recimo že jutri univerzitetna redakcija organizira okroglo mizo na temo, kam so šli študentje. Namreč prav študentje so bili v tej korona krize ena od najbolj zanemarjenih skupin, ker mislim, da tako politika, pa tudi izobraževalni sistem jih je nekako odrinil na stran, še bolj kot druge, ker vse je odrinil na stran, ampak študente še toliko bolj in noben se ni z njimi ukvarjal. In to je zelo pomembno in smo tudi veseli, smo ena redkih medijev, ki opozarjamo na to problematiko. Ja, nekako so želeli študente utišati s tistim, lahko rečemo, kar ciničnim dodatkom, lahko rečemo, po drugi strani pa smo opažali tudi hude posledice, kar se tiče duševnega zdravja in ostalih stvari. No, potem pa se pravi, in o tem je tudi, se pravi, bo debate nekako na okrogli mizi. Poleg tega pa za Radio Študent ste opozarjali na to, ampak tudi sami lahko rečemo, ste šli skozi neko krizo, kar se, mislim, še vedno brodite čez to krizo, kar se tiče financiranja. Kakšno pa je sedaj stanje?
Ja, zdaj je stanje tako, da smo mi dobili ta denar, ki so nam ga dali, pa ne bi spet v tem trenutku rekli juhe pogrebal, ker jaz se čutim skozi zelo vročo. No. Skratka, oni so nam šel v Ljubljani, nam je dal bistveno premali znesek in mi smo pa zdaj v fazi, kako s tem znižanim zneskom preživeti. Zdaj, in to je spet nek proces in non-stop eno skrbenje in v bistvu nekončan boj. Zdaj treba je vedeti, da to leto bo minilo, ta zbor mora še en proračun sprejeti in jaz se sam nadejam, da bodo premogli toliko modrosti in se ne bojo šli takih idiotizmov in kar zločinov za mene, ko so si jih probali na začetku tega leta. To se pravi, ko so nas probali popolnoma odrezati od javnega študentskega denarja. Ampak, no, ker je pa ne nazadnje rojstni teden, no, ne bi hotel preveč. Zdaj pogrevati. No. Lahko morda ob tem samo pohvaliva res v bistvu močen, neverjetno dober odziv študentov, ki so iz vseh strani podpirali Radio Študent in res dali vedeti, ni nam vseeno za študentski radio. Ne. Ja, seveda, odziv javnosti je presegel tudi naše pričakovanja. Študentska javnost in v bistvu vsa javnost, ne, to je radio več kot 50 generacij, ne, in da ga ena generacija študentskih politikov in administratorjev študentske politike, da ga ena generacija uniči, je to, se pravi, uporabil sem besedo zločinsko, no, se mi zdi. Ja, tako, še naprej. Študentom nikoli ni, lahko rečemo, dolgčas ali prikrajšan ta boj, vedno se je treba boriti za svoje pravice, ki niso samoumevne in verjamem, da ste temu na Radio Študent tudi priča. No, pa se vrnemo spet nazaj vseeno k malo bolj pozitivnim temam in sicer klubski maraton. Izberete vsako leto 6 neuveljavljenih slovenskih glasbenikom in jim omogočite nastope, promocijo in snemanje. Se pravi, ta tradicionalni, lahko rečemo, klubski maraton se bo letos tudi zgodil. Ja, seveda. Letos je zaradi koronske situacije, pač morate vedeti, da mi smo to načrtovali mesece nazaj in bodo koncerti oziroma koncertna turneja bo poleti in ne jeseni. Čisto zaradi tega, ko smo računali takrat, da če kdaj bo najbrž v poletnih mesecih, ko epidemija ni v takšnem razmahu, možno organizirati celo prave koncerte. Zdaj, prvi krog tega letošnjega maratona je narejen, bendi so izbrani, izvajalci so izbrani, malo se bom zdaj obrukal, ker jih še ne znam na pamet, to se je prejšnji teden naredil. Ampak radio jih bo zdaj predvajal, zdaj jih bomo počasi spoznavali, tako da mislim, da prav kmalu jih bom čisto po njih naravni poti znal našteti. Ja. To je tako kot učitelji tudi še prvi teden ne poznajo vseh svojih študentov ali pa dijakov, da tako rečem, potem pa se jih seveda sprotoma s koncerti tudi pobližje spozna njih in seveda tudi njihovo glasbo. Torej, Radio Študent lahko rečemo, da ni samo radio, ampak tudi promotor, producent, aktivist, televizija, založba. A sem kaj še pozabil? Založba, izobraževalna institucija smo omenila. Ja, hkrati smo pa na vsakem področju, ki ga delamo, no, tako unikatni v slovenskem prostoru, se pravi raznorodna glasba. Imamo recimo na kulturni redakciji ena zelo močna teoretska linija, močna kritiška linija, kjer smo en izmed redkih medijev, ki dejansko izvajamo kritike vseh umetnostnih oblik in zvrsti. Imamo redakcijo, ki se izključno ukvarja z izobraževalnim sektorjem. Imamo eno izmed najmočnejših znanstveno-komunikacijskih redakcij. Naša znanstvena redakcija, če sem spomnim, je letos spet bila nagrajena. Kolegica Zarja Muršič je prejela novinarskega Prometeja, ki ga podeljuje, ne Prometeja, novinarskega čuvaja, ki ga podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Tako da kljub krizi epidemiološki, kljub krizi finančni in kljub poskusom uničevanja, mislim, da je radio
zdaj ob svoji 52-letnici v zelo dobri formi in upam, da bo tako ostal tudi naprej. Še vedno ste kritični, neodvisni in tako je tudi prav. In ravno tukaj se mi poraja še eno vprašanje. A obstaja na Radiu Študent kakšen tabu? Kaj, o čemer pa se kar ne sme iti v eter? Ker vemo, da Radio Študent načeloma pove vse, ampak obstaja kakšna tema, ki pa je, vi kot urednik bi rekel, to pa ne, to pa dajmo drugam. Ja, najbrž v vsaki skupnosti obstaja kakšna taka tema in posebej v tako heterogeni skupnosti, kot je skupnost sodelavcev Radia Študent, ampak jaz bi recimo kot radijski ustvarjalec rekel, da kot rešovec bi rekel, no, ko pripravljamo oddajo in dobim občutek, shit, tega pa res ne bi smel napisati, povedati. No, ravno takrat dobim občutek, to mora iti. In tisti so dostikrat najboljši prispevki, ne? Matjaž Zorec, najlepša hvala za obisk, da ste nam približali Radio Študent, da želimo vam en uspešen in lep rojstnodnevni teden in seveda čim več naprej direktnih, lahko rečemo neodvisnih in dobrih, kakovostnih študentskih prispevkov v bodočem. Hvala vam. Takole, mi pa se za kratko spet poslavljamo v oglase, prav kmalu pa spet pridemo nazaj, tako da ne hodite daleč, se gledamo.